Vsak od nas se tu srečuje sam s sabo. Vseeno pa nas je več in čutite, da niste sami. In bi vam rada povedala eno zgodbico, pa bodite v sebi notri, zaprte oči imejte, da boste lažje sprejeli, da res grejo te besede globoko v vas. In si predstavljate, da pride zdaj k vam en majhen otrok. Skuštran, solzice mu tečejo po umazanih ličkih, malo je smrkav, malo si je potolkel kolena, malo mu kri teče, ne fejst, malo. Ima strgane hlačke, recimo, da je star ene 3-4 leta, 5 let, pred šolo. En mali otrok, lahko si fantka predstavljate ali deklico. Sami izberite. In ta otroček pride zdaj k vam in on rabi pomoč. Sam je. Strah ga je. Nemočnega se počuti. Popolnoma sam se počuti. Ni nikogar, ki bi ga imel rad. In poglejte, kako se počutite ob stiku s tem otrokom. Bi ga mogoče vzeli na kolena, bi mu obrisali nosek, bi mu obrisali solzice, bi ga stisnili k sebi, bi mu mogoče naštimali eno toplo bano ali pa ga stuširali, mu pripravili nekaj toplega za jesti, ker ta otrok je tudi lačen, pa zebe ga, pa žalosten je, pa zelo ga je strah. Kaj bi za tega otročka naredili? In če ste čustveni zdaj, super, dovolite si, da emocije pridejo na plano. Kaj bi dali temu otroku? Bi poskrbeli najprej za to, da bi bil čist, da bi ga nahranili, da bi ga potolažili. Bi ga stisnili k sebi. Bi mu mogoče prebrali eno pravljico. Verjetno ga ne bi kregali. Verjetno ga ne bi obsojali. Ampak bi ga ljubeče sprejeli. Bi ga dali v svojo posteljo, da se spoči, ali pa bi mu naštimali posteljo nekje. In bi mu rekli, rad te imam, rada te imam, vse je dobro. In ta otroček bi se vam nasmehnil, počutil bi se varno in bi vam rekel, ostani tu z mano. In kako bi se vi počutili ob tem otroku? Bi čutili ljubezen do njega, sočutje? Bi mu želeli dati varnost? Ali pa bi ga mogoče postavili pred vrata, na mraz, na dež, na hlad? Mu dali tolažbo, bi mu dali ljubezen? Ali pa bi ga kregali, ker je umazan? Bi ga kričali nanj, da ne sme jokati? Bi mu znali dati ljubezen? In zdaj si predstavljate, da to isto ljubezen daste zdaj sebi. Sebi kot odrasli osebi. To isto ljubezen daste zdaj sebi. Da se nič več ne obsojamo. Ne zaradi svojih napak, ne zaradi tega, ker imamo, ne vem, kakšen las manj, kakšen zob manj, kakšne gube več, kakšno kilo več ali manj, odvisno. In zdaj to isto ljubezen poskusite začutiti do sebe. To brezpogojno sprejemanje. Da se lahko imate radi v tem trenutku točno taki, kot ste. Z vsem, kar ste. Z vso ranljivostjo.
Poskusite začutiti to ljubezen zdaj do sebe. Do tega trenutka v življenju, kjer v ta trenutek ste. Tudi če ste izgoreli, tudi če ste na bolniški, tudi če ne morete delati tako, kot bi si želeli, tudi če ne izgledate tako, mogoče več tako, kot ste izgledali 20 let nazaj. Poglejte, če si lahko damo to ljubezen, ta trenutek, če se imamo lahko radi ta trenutek za vsem, kar ta trenutek smo. Tudi z porazi, tudi s preizkušnjami. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. In ta trenutek se poskusite ne boriti sam s sabo, ampak se samo ljubeče sprejmete, lahko se kar objamete. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. Se preneham obsojati, se sprejmem. Tudi z svojimi zdravstvenimi težavami, tudi z ljubosumjem, tudi z vsemi ostalimi stiskami. Rad se imam in to je dovolj. Se sprejmemo, rad se imam in to je dovolj. Ta trenutek. In če ste čustveni, če imate kako reakcijo, lahko tapkate. In če imate srce zaprto, potem nas čaka nekaj dela danes. Naredimo vdih, izdih. Tako. Gremo še malo. Kar objamite se. Čutite ta iskren občutek ljubezni do sebe. Lahko se božate po celem telesu zaradi mene. Po celem telesu se lahko božate, če čutite. Lahko pa samo stisnete en poštrček ali pa samo sebe objamete. Lahko pa tapkate. Kakor čutite, kakor vam paše. Vprašajte sebe, kaj mi paše in to naredite. Ok, kar grem. Evo, ljubezen do sebe. Varno se imeti rad. Tudi če so me v življenju naučili, da nisem vredna ljubezni. Kar tapkajte, prosim, in naj se vam dogaja, karkoli se vam bo dogajalo, naj se vam dogaja. Lahko uživate tem občutku, lahko pa si dovolite, da grejo stari občutki, ki niso v skladu s to ljubeznijo, iz vas ven. Rada se imam in to je dovolj. Kar dovolite si jokati, naj solze izbrišejo stare občutke. Rada se imam in to je dovolj. Rad se imam in to je dovolj. In zdaj dajte roko na tisti del telesa, kjer imate največ težav, če vas tišči v prsih, če imate, bolečine v želodcu, če imate cmok v grlu. Rad se imam in to je dovolj. In zdaj posebej tisti del telesa dajte ljubezen. Če se vam kak poseben spomin odpre, dajte ljubezen tistemu delu spomina. Tako, gremo, Helena, super. Kar gremo. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. In dajte ljubezen sebi. Lahko se božate. Lahko se uležete zaradi mene, lahko skačete, karkoli vam paše. Jaz nisem tu vaš guru, vi ste tisti, ki se zdaj učite ljubezni do sebe. Iskrene, iskrene, iskrene ljubezni do sebe. Ko se ni treba čisto nič dokazovati, nikomur. Ta trenutek, ko ni treba čisto nič dosegati. Ta trenutek, ko lahko sami pred sabo snamemo masko in si rečemo, rada se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. In če vas katera stvar pri sebi zelo moti, fantje, če imate že kako plešico, dajte si roko tja in pošljite ljubezen tisti del telesa. Rad se imam in to je dovolj. Verjetno vam ne bojo novi lasje začeli rasti, ampak imeli se boste rad takšni, kot smo.
če imate, ne vem, karkoli, vas ta trenutek boli pri sebi ali se obsojate, v tisti del sebe pošljite ljubezen. Ali je to fizični del telesa, ali to, da imate kak zobek manj, kake gubice več, kako kilo več, ali pa kak boleč spomin. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. Mogoče se vam odpirajo spomini ali pa ljudje, ki so bili do vas strogi, ki so bili do vas kritični. In tega smo se navadili kot otroci in pa smo celo življenje kritični do sebe. In se nam zdi in nekako čutimo, da moramo sami sebi upravičiti, da smo vredni ljubezni. Da moramo sami sebi upravičiti, da bi bili, v angleščini je beseda, ki je slovenščina nima, lovable, ljubljiv, oziroma da bi bilo sploh možno, da me ima nekdo rad, ne vem, kako bi prevedla to. Ampak zdaj sami sebi damo dovoljenje in sami sebi damo to ljubezen. Lahko tapkate, lahko ste v odprti drži, lahko jokate, lahko tulite, lahko kričite zaradi mene, tudi če se vam vrti, če vam je slabo. Ta ljubezen do sebe je temelj, če se hočemo rešiti anksioznosti, izgorelosti, nespečnosti, panike, zadrege, sramu, vsega. Ko imamo enkrat sebe iskreno radi, je okej, smo okej. Problem je, ker so nas velikokrat kregali, ko smo bili otroci. Problem je, ker so nas vzgajali tako, da so nas učili, da mi nismo vredni ljubezni. Jaz sem odraščala ob narcistični mami in čustveno, kar tapkajte, prosim, in čustveno umaknjenem očetu. In ko se je ona izživljala nad mano, se je on vedno na koncu na njeno stran postavil. Nikoli me ni branil. Nikoli. In jaz sem se čutila, da me noben nima rad. In sem odrasla s tem. In pa seveda sem si tudi takega moža zbrala. Ki je bil tudi zelo ranjen. Saj ne, da me ni imel rad. Ampak težko je bilo. Dokaj se nisem naučila sama sebe imeti iskreno rada. In sploh zadnje leto res čutim, kako se lahko imam iskreno, brezpogojno rada. Čisto vsem, kar sem. In to spremeni življenje. Ko se res imaš iskreno rad. Ko se res iskreno čutiš. Ko se res iskreno sprejemaš. In to bi rada, da danes začutite tudi vi do sebe. In če karkoli v vas, kar vam to brani, naj pride zdaj na plano. Če se kjerkoli obsojate, naj to pride na plano in si oprostimo in se samo objamemo in imamo do sebe isti odnos, kot bi ga imeli do tega malega otročka, ki se je izgubil, ki ga zebe, ki je sam in prestrašen. In nič nam ni treba dosegati, da bi bili vredni ljubezni. In ni nam treba iti na konec sveta, da bi bili vredni ljubezni. In ni nam treba biti pred ogledalom 1 uro, tako kot mlade punce delajo, da bi bile lepe, ko so tako ali tako lepe, ko so mlade. Ker so neskončno lepe, ko so mlade, ker so mlade. Ni nam treba nič, jaz sem se zelo dokazovala, da bi sama sebi dokazala, da sem sploh vredna, da lahko obstojam. Ampak zdaj se mi ni treba dokazati. Več, nikomur, niti sebi ne. Zdaj vem, da se imam rada in da je to dovolj. In karkoli želim delati, ustvarjam iz navdušenja, ne več iz strahu in iz dokazovanja. Govorim vam zato, da vas se besede dotaknejo. Da kjerkoli je kakšen košček v vas, kjer
nimate iskrene ljubezni do sebe, naj se danes odpre, pokaže, si dovolite zjokati, zacelimo to čustveno ranico. Danes se boste spočili, jutri se boste zbudili v nov dan in boste imeli že več ljubezni do sebe. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. Vredna sem in to je dovolj. Rad se imam in to je dovolj. Sprejemam se za vsem, kar sem, tudi v svoji stiski, bolečini, nemoči, frustraciji, izgorelosti, anksioznosti, tesnobi, nespečnosti. Rad se imam ta trenutek in to je dovolj. Rad se imam ta trenutek za vsem, kar sem in to je dovolj. Brez obsojanja, rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. In štartamo z iskreno ljubeznijo do sebe. Rada se imam in to je dovolj. Rad se imam in to je dovolj. Podlaga vseh naših strahov je to, da nekje nam je manjkalo ljubezni. Podlaga vse naših nespečnosti je to, da je bilo več žalosti, frustracije, strahov kot ljubezni. Podlaga vseh naših odločitev, ki jih danes obžalujemo, je to, da v tistem trenutku nismo zmogli, ker je bilo v nas več strahu kot ljubezni. In ljubezen do sebe je odgovor na vse to. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. Pustite, da te besede res grejo globoko do vas, naj vas vznemirijo, naj pridejo na plan stari vzorci, stari občutki, seveda se bojo malo borili, seveda vam bojo nagajali, seveda vam bojo hoteli reči, kaj se pa greš, to je brez veze. In se samo soočite s tem. Stare stvari naj se zdaj pokažejo, ne smemo se jih ustrašiti. In ne smemo pustiti, da dosežejo cilj, da nas ustavijo. Ker naša jasna namera, da pridemo do iskrene ljubezni do sebe, ker to je temelj, da se rešimo in anksioznosti, izgorelosti, strahov in nespečnosti. Rada se imam in to je dovolj. Brez obsojanja, brez krivde. Krivda je beseda, ki več ni treba, da je v vašem besednjaku. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. In karkoli delam od danes naprej, delam ne zato, ker bi drugi tako rekli, ne zato, ker je moderno, ne zato, ker je pametno, ne zato, ker je to smiselno, ampak delam z ljubezni do sebe. Ali je to, kar delam, odraz ljubezni do mene ali ne. In če ni, mogoče je boljše, da tega ne delam. Karkoli delam, karkoli počnem, s komerkoli se družim od danes naprej, naj bo odraz moje iskrene ljubezni do sebe. In jaz si želim zase in tudi za vse vas, da bi svoje življenje oblikovali na podlagi ne več svojih strahov, ampak ljubezni do sebe. Nikoli več ne bom oblikovala svojega življenja na podlagi mojih lastnih strahov. In nikoli več ne bom oblikoval svojega življenja na podlagi strahov drugih ljudi. Od danes naprej želim oblikovati svoje življenje na podlagi iskrene ljubezni do sebe.
Rada se imam in to je dovolj. Rad se imam in to je dovolj. Naj vam tečejo solze, tudi če vam telo drhti, super, tapkajte, če vam paše. Če ne, bodite samo odprti drži in sprejemajte te besede. Naj tečejo čez celo vaše telo. Rad se imam in to je dovolj. Rada se imam in to je dovolj. Nikoli več ne želim oblikovati svojega življenja na podlagi svojih strahov. Nikoli več ne želim oblikovati svojega življenja na podlagi strahov nekoga drugega. Svoje življenje želim voditi, oblikovati na podlagi iskrene, globoke in brezpogojne ljubezni do sebe. Brez obsojanja. Brez obsojanja. Brez pritiska nase. Svoje življenje želim oblikovati na podlagi iskrene ljubezni do sebe. In danes se odpovem vsakemu obsojanju sebe. Danes se odpovem vsakemu občutku krivde. Ker v vsakem trenutku sem delal najboljše, kar sem zmogel. Glede na nivo zavedanja, ki sem ga takrat imel. Od danes naprej oblikujem svoje življenje na podlagi iskrene ljubezni do sebe. In šele potem pride vse drugo. Kaj je tisto, kar si jaz želim? Kaj je tisto, kar lahko jaz zase izberem? Kaj je tisto, kar mene razveseli? Kaj je tisto, kar meni napolni srce? Kaj je tisto, ob čemer res uživam? Kaj je tisto, kar imam res rad? Katere moje izbire so tiste, ki jih imam res rada? In kaj, če si dovolim, da začnem izbirati to, kar imam jaz rada? Kaj, če si dovolim, da izbiram od danes naprej to, kar imam jaz rad? Ne to, da ustrežem drugim, ne to, da se dokažem drugim, ne da dobim kanček vrednosti, ker moja vrednost je že zdaj neskončna. In sploh ni vprašljiva. In si dam dovoljenje, da se imam res iskreno rad. Dam si dovoljenje, da se imam res iskreno rada. Čutite to ljubezen do sebe iskreno. Svojo pozornostjo pojdite v srce, kot da srce malo nabrekne od te ljubezni do sebe. Brezpogojne. Nobene krivde ni več, nobenega obsojanja ni več. Brezpogojno se imam rad in to je dovolj. In to je moj temelj. To je moje izhodišče. Od tu naprej se vse ostalo nadaljuje.
In zato mi ni težko biti sama s sabo, ko lahko res čutim ljubezen do sebe. Zato ne rabim skozi delati, non-stop. Ampak začnem uživati v tem, da sem tudi sam s sabo. Zato ne rabim vsem ustrezati, za vse druge vse narediti, ker je tako lepo, ko sem sam s sabo. In si zgradim to svetišče, ko sem lahko sama s sabo, sam s sabo, ko se imam lahko iskreno rad. In na to pride vse ostalo. Rada se imam in to je dovolj. In ne intelektualno, not v srce, v srčku moramo čutiti to, v srčku. In naj zato iz srca, iz naših čustev gre vse, kar ni v skladu s tem. In jaz do 30. leta sploh nisem vedela, kdo sem. Nisem vedela, kaj si želim. Nič, ker sem živela tako, kot so me sprogramirali. Da bom uspešna, da se bojo moji starši super počutili ob tem. Da bom delala tisto, kar se je njim zdelo najboljše. Dokler nisem pri 30 začutila, da tu pa nekaj ni okej. Mogoče pa moram ugotoviti, kdo jaz sem, pa kaj si jaz v resnici želim. Imela sem magisterij na medicinski fakulteti, pa oče je rekel, naredi še doktorat. Naredi še doktorat. In takrat pri 30 šele sem jim lahko rekla, ne bom. Ne čutim, da je to moja pot. Ne morem več iti po taki poti, ker to ni moje. To nisem jaz. In sploh nisem vedela, kdo sem. Nisem vedela, kaj si želim. Ampak sem vedela, da ne morem iti več po njihovi poti, ker njihova pot je bila zame tesnoba. Njihova pot je bila zame globoka žalost, globok strah, globoko nezadovoljstvo, globoka praznina. Njihova pot je bila njihova pot, ni bila moja pot. In svoj mir sem lahko našla šele, ko sem začela slišati sebe, ko sem si začela dovoliti sploh slišati sebe. In vi tudi se boste rešili izgorelosti, anksioznosti, sploh ne boste več vedeli, kaj je to, ko boste našli res sebe, ko boste šli po vaši poti, ne po poti koga drugega. Ko boste začeli oboževati svojo avtentičnost, to, da ste čisto nekaj posebnega. Ko se boste imeli radi za vsem, kar ste. In ta pot malo boli, ta preobrazba, ta transformacija boli, ker gre toliko enih bolečine, mora iti ven iz vas, če hočete sploh sebe najti. Toliko enih strahov, pa pričakovanj, pa vzorcev, pa vsega tega, ki se je nabralo, mora iti vas ven. Ampak na drugi strani najdete svoj mir, svojo ustvarjalnost, svojo igrivost, svoje veselje. Ljubezen do sebe, iskrena, ne samo intelektualna, ne samo napisana, ne vem, v enem citatu nekje, ampak tako, da jo čutite v srčku, da vam srček malo nabrekne. Iskrena ljubezen do sebe. In naj vas ne bo sram se zjokati. Naj vas ne bo sram, tudi če se vam malo zavrti ali imate kako drugo nelagodje. Dovolj je bilo življenja za vse druge. Zdaj živimo zase. To, kar je v skladu z nami. S tem, kar si naše srce želi. In na tej poti nas čaka veselje in mir in ustvarjalnost in zdravje. In na tej poti ni več tesnobe in izgorelosti. Iskrena ljubezen do sebe, za vsem, kar smo. Brez obsojanja,
in brez krivde. In vse je rešljivo. Ko enkrat imamo ljubezen do sebe. Transformacija pa malo boli. Sprememba pa malo boli. Ampak paše na to. Čutite še malo te ljubezni do sebe. Globoki. Naj prodira vsako vašo celico, vsak del vašega telesa. Brez obsojanja. In ta ljubezen zdravi, pomirja in daje spanec in daje novo energijo. Ta ljubezen do sebe nas naredi ljubeče tudi do drugih ljudi. Ampak, da smo ljubeči do drugih ljudi, ne pomeni, da toleriramo vse. Pomeni tudi, da včasih moramo mejo postaviti. Ne pomeni, da toleriramo vse. Ne več. Ker najprej moramo zaščititi svojo lastno energijo, svojo lastno bitje. Kdo nas bo, če ne bomo sami najprej sebe? Ljubezen do sebe pomeni, da znamo reči tudi ne. Da si oprostimo poraz. Da se umaknemo od stvari, ki za nas čutimo, da niso dobre. In v tej tišini, ki se jo vzamete, in v tem miru, ki ga začutite do sebe, od tu naprej se začenja vaša eksponencialna rast za vse, kar si vi v življenju želite. Ljubezen do sebe. Brezpogojna. Če me nikoli nihče v življenju ni imel rad, jaz sam sebe lahko zdaj imam rad. Tudi če so me ne vem koliko kritizirali, jaz danes sam sebe lahko sprejmem čisto, brezpogojno, z vsem, kar sem. In vas povabim, da to večkrat poslušate, zato da bo res začelo prodirati vašo podzavest in da se ne branite emocijam, ki pridejo na plano, morajo priti na plano, morajo se očistiti iz vas, če hočete, da ta nova resnica zaživi v vas na vseh nivojih. In več, ko boste tega naredili, bolj mirno in sproščeno bo vaše telo. In na koncu boste rekli, wow, sploh ni bilo tako težko. In če rabite tu pomoč, se prijavite na razgovor, lahko si priročnik tudi sprintate. Vsekakor pa pojdite po tej poti. Da se zbudite, da se zavedate, da ste mnogo močnejši, kot si mislite in da življenje lahko dosti lepše za vas, ko se vi odločite, ko začnete verjeti vase, ko se prenehate obsojati in pritiskati nase. In kako lepo, da lahko tako sporočilo daste otrokom naprej. Da ne bo šlo več iz generacije v generacijo, da se pri vas ustavi. In s tem spreminjate to generacij. Vaši otroci ne bodo živeli več pod vplivom strahov, ampak vedno bolj pod vplivom iskrene ljubezni, podpore in zavedanja, kako pomemben je vsak od nas. Rada vas imam, želim vam čudovit dan in se vidimo spet še v kakšnem drugem videu. Srečno!